Svetovna zdravstvena organizacija je v lanskem letu 17. september opredelila kot Svetovni dan varnosti pacientov. V letošnjem letu ga bomo praznovali, opredelili tudi v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor, in sicer z nekaterimi aktivnostmi, ki smo jih dogovorili z vsemi našimi zaposlenimi. Varnost zaposlenih ne pomeni samo varno, zdravo delovno okolje, ampak marsikaj več. Tukaj niso vključeni samo zdravstveni delavci. K varnosti zaposlenim v zdravstvu pripomorejo tudi druge službe, kot so farmacevti, kot so fizioterapevti, kot so podporne druge službe, kuhinje, službe za oskrbo, zato je prav, da o tem dnevu vejo prav vsi. Na naši kliniki za pediatrijo je za varnost pacientov in zdravstvenih delavcev zelo dobro vse zagotovljeno in poskrbljeno. Največji problem pa predstavlja zagotovitev dovolj kadra zdravstvenega, predvsem pa usposobljenega za delo z otroci. Varnost zaposlenih je gotovo na prvem mestu in v UKC Maribor se tega zavedamo. Le zdravi zaposleni lahko varno skrbi za bolnika, zato je zelo pomembno, da upoštevamo vse ukrepe. Vendar pa je tu treba poudariti, da smo zaposleni tudi del družabnega življenja izven službe in da se moramo vsi, ne le zaposleni v zdravstvu, ampak pravzaprav vsi v tej fazi širjenja virusa držati osnovnih ukrepov. In vsi se zavedamo, da je pred nami jesen z povečanim številom okužb dihal in dodatno v času epidemije covida je ključnega pomena, da kar se da zamejimo in omejimo z osnovnimi ukrepi, ki se zdijo enostavni, pa vendar držati se jih pa moramo. Tukaj na našem področju, kjer delamo trenutno z COVID bolniki na intenzivni terapiji, je tudi zelo pomembno, da se primerno vedemo znotraj sistema. In en izmed pomembnejših ukrepov je zaščitna oprema. Je pa tudi zelo pomembno, da potem pravilno rokujemo s to opremo, kar je velikokrat težavno, saj si znotraj prostora zelo utrujen, se vrneš ven, se trudi, da čim prej to slečeš, ampak kljub vsemu moraš ohranjati zdravo pamet in presojo, da ne pride do kakšne kontaminacije telesa. Zdaj, tukaj pri nas je tudi zelo važno, da smo si drug drugemu ob strani, da se nekako dopolnjujemo in potem skozi najhujše situacije stopamo skupaj. Kar samo kot ekipa in kot medsebojno povezovanje lahko dosežemo, da imamo kvalitetno in dobro obravnavo zdravstvenega pacienta in posledično potem tudi sam sebe zaščitimo pri tem, da smo v dobrem delovnem okolju. Ob svetovnem dnevu varnosti pacientov nam je zelo pomembno skrbeti tudi za varnost nosečnic, otročnic in porodnic. Da pa to lahko zagotovimo, v prvi vrsti moramo zagotoviti za svojo varnost. Na oddelku za perinatologijo nam je to izredno pomembno, ker se zavedamo, da delo babice in predvsem negovalnega osebja na intenzivni negi novorojenčkov, točneje na neonatologiji, ne more praktično nadomestiti noben drugi profil negovalnega kadra. V ta namen upoštevamo dosledno pravila, ki nam jih narekuje Nacionalni inštitut za javno zdravje Republike Slovenije. Zelo nam je pa v interesu, da ohranjamo prisotnost partnerja pri porodu, zato apeliramo na vse, ki prihajajo v našo hišo, da povejo resnične podatke, zato da skupaj lahko naredimo ta dogodek poroda najlepši. Razumeti morate, da smo zelo dosledni in ne dovolimo obiskov na oddelku, ravno zaradi tega, da ščitimo našo najmanjšo populacijo. Varnost pacientov je v zdravstvenem sistemu zelo pomembna. Prav tako pomembna pa je tudi varnost zaposlenih. Zaposleni so izpostavljeni tako na eni strani fizični agresiji, kot tudi psihični oziroma verbalni agresiji. Delo medicinskih sester je po podatkih Zbornice zveze zelo izpostavljeno nasilju. Uvršča se nekje na 3. mesto, pred nami so le policisti in pa varnostniki. Če povzamem, je zelo pomembno, da obvladamo tehnike komuniciranja, da gojimo ničelno toleranco do nasilja. Pomembno je, da imamo seveda dovolj kadra, da je ta kader strokovno usposobljen, da ima komunikacijske veščine, ker je s tem delo bistveno lažje.
Enota za forenzično psihiatrijo skrbi za paciente, ki so pod vplivom duševne motnje storili kaznivo dejanje in jim je bil izrečen ukrep obveznega psihiatričnega zdravljenja in varovanja v naši ustanovi. In v drugi vrsti za tiste paciente, ki prihajajo iz zaporskega sistema, ki so v času prestajanja kazni zapora zapadli v duševno motnjo, kjer je potrebna hospitalna obravnava. Velik poudarek na naši enoti dajemo ravno zagotavljanje varnosti tako pacientov kot zaposlenih, zato skrbijo tudi pravosodni policisti, ki so enakovredni člani našega tima. Za zagotavljanje varnosti za pacienta in zaposlene na oddelku je izrednega pomena, se pravi izobrazba, izobražen kader, sploh v smislu prepoznavanja nasilniškega vedenja, obvladovanje le-tega in da stremimo k cilju, da imamo usposobljen kader, ki bo znal vsakodnevno pri delu ohranjati eno ravnovesje med kakovostno zdravstveno nego na eni strani, drugi strani terapevtskega odnosa s pacientom. Na kak način lahko mi opredelimo Svetovni dan varnosti pacientov? Važno je, da vemo, da prepoznavamo dejavnike tveganja. Pravilno bi bilo, da bi te dejavnike odkrivali, da bi jih reševali, da bi pripravljali uspešne rešitve, zato da bi lahko zagotovili zaposlenim, da bi se počutili dobro v enem svojem delovnem okolju in da bi lahko na ta način zagotavljali seveda tudi večjo varnost pacientom.